Živijo, tukaj 3,14a, kar v slovenščini zveni kar pije. Obožujem gledališče, doma imam papagaja, da o mojih sanjah z Viktorjem sploh ne govorim. Že veste, kam sem namenjena? Itak, grem k Niku. Nik, zdaj pa čisto po resnici. A si sam vedel vse odgovore v pretekli sezoni? Vseh odgovorov priznam, nisem vedel. Tudi jaz se v vsaki oddaji naučim nekaj novega in zato jo tudi rad vodim. Ukvarjaš se z nešteto stvarmi. Med njimi pa mi je najbolj zanimiv tvoj papagaj Nace. Rada bi, da bi tudi moj papagaj tako govoril. Kako si ga naučil? Najboljša stvar se mi zdi, da si Nace praktično sam izbere, katere besede so mu všeč in se jih potem nauči. Doma pa mi samo potem prepoznamo, recimo, kdaj mu nekaj postane zanimivo in ga začnemo spodbujati, mu reče, o, Nace, kaj praviš? In ga potem tako pripravimo do tega, da ponavlja te besede. Zdaj tudi poje. A lahko preverimo, kako ti gre pisanje z levo roko? Glih zadnje čase spet zelo veliko pišem z levo roko, ker kadar mi je dolg čas ali pa ne vem, kaj bi počel, si rad stvari malo težim, pa se mi zdi, da tako na nek način vadim še koordinacijo druge polovice telesa pa hecno razmišljanje. Lahko? Bi mi lahko na hitro zaupal svojo tehniko pomnjenja števila pi? Tej tehniki se reče palača spomina in v bistvu deluje tako, da stvari, ki si jih hočemo zapomniti, umestimo na neko pot, ki jo dobro poznamo, na čuden, domiselen, zabaven način. Ciljaš na svetovni rekord v recitiranju števila pi? Zaenkrat sem se na nek način upokojil, ampak čakam, da me v Sloveniji kdo premaga in potem v bistvu na nek način spodbudi, da se mogoče kdaj lotim tudi svetovnega rekorda. Nik je res faca, ki v sebi skriva še več talentov, kot si mislimo. Ena želja se mi je danes izpolnila, še kakšna pa ostaja. Adijo!